Nahajam se v Škofji Loki oziroma v neposredni bližini. Lahko povem, da sem bil tukaj na bike fittingu. Nekaj več o tem vam povem malo kasneje. Zdaj pa, ko sem že s svojim kolesom tukaj, sem se pa odločil, obvezno moram odpeljati vzpon na Naceta, enega najbolj ikoničnih vzponov tukaj na Gorenjskem. Vse, kar bom na njem doživel, boste videli tudi vi. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Tukaj ob enih popoldan se je naredilo tako precej sončno vreme, nekaj malega je vmes tudi oblačnosti, temperatura pa kaže 16 stopinj Celzija, tako da je prav super pogoji so za kolesarjenje. Današnja proga, razen tega vzpona, ne bo kaj dosti posebnega. Zdaj za ogrevanje naredim par kilometrov tle po ravnem, potem se zaženem gor na Naceta in spustim nazaj dol do avta. Vse skupaj bi moglo ratati kakšnih 25 km. Če koga bolj natančno zanima, kje vse sem se to vozil, bom pa link do svoje Strave dal od spodaj v opis tega videa. Živijo! Živijo! Zdaj je malo znan. Živijo, Matjaž. Živijo, Matjaž. En Giro pred kosilom. Ja, že od 8 zjutraj. Ja, bravo. Jaz sem bil pa v Škofji Loki pri Elvisu na bike fittingu. Zdaj sem pa rekel, če sem želik s svojim kolesom, tle grem še na Naceta, pol pa domov. Ja, super, lepo, da sva se videla. Ja. Srečno vožnjo. Bo YouTube video. Bo. Brez skrbi. Če želiš, lahko tudi košček tebe dam noter. Na hit. Zvenjeno. Ja. Bodi fajn. Čau. Tukaj ste pa zdaj lahko v živo videli, kako izgleda, kadar me kakšen kolesar na cesti prepozna in pozdravi. Jaz sem pa tudi navdušen tej mladi fantje, kako so naviti. Malo sva poklepetala, potem sem mu pa zaželel srečno vožnjo in je šibal dalje. Ja, tako po 7 kilometrih sem prišel nazaj na okrog v Škofjo Loko. Gor že vidim Škofjološki grad. Tam od spodaj pod gradom sem šel levo v smeri proti Poljanski dolini. Ampak vem, da se vzpon začne precej kmalu tukaj. Nekje en odcep. Bom ga že najdel, ko prijem do tja. Brez skrbi, nič ne bom iskal, vse imam navigacijo. Ja, zdaj sem se pa že odcepil od glavne ceste. Mislim, da je tukaj naselje pod Pulferca in čez kakšnih 200 metrov se vzpon tudi uradno začne. Če gledate različne vire, se podatki za ta vzpon malenkost razlikujejo. Meni je moj Brighton pokazal, da bo dolžina 7,2 km, kjer se bom dvignil za 410 metrov, kar pomeni v povprečju 5,7% naklon. Kakor sem povedal že uvodoma, to je res en čudovit vzpon. Jaz bi rekel, da pade med top 3 najbolj ikoničnih vzponov na Gorenjskem. Dejansko se gre iz Škofje Loke na Lubnik, po domače pa ga vsi poznajo kot vzpon na Naceta. Jaz sem bil do zdaj samo enkrat na tem vzponu, in sicer avgusta 2022, ko sva bila z ženo tukaj v bližini na dopustu in sem svojo specialko delal kroge tle okrog. Takrat sem jaz tale vzpon vozil 35 minut, kar vem, ni najbolj hitro, ampak tudi danes dvomim, da ga bom izboljšal, še posebej zaradi tega, ker sem s kamero. Ampak zdaj tle sem dal od zadaj v drugo prestavo, nastavil in tak tempo 11 na uro in lepo meljem proti vrhu. Rekord tega vzpona ima pa Tadej Pogačar, in sicer ga je odpeljal v 15 minutah in pol, kar pomeni, da se je vozil gor povprečno 26,5 na uro. Živijo. Vzpon na Naceta je med kolesarji zelo priljubljen. Predvsem zaradi tega prijetnega, enakomernega naklona, pa tudi zato, ker je cesta zelo lepo urejena in precej malo prometna. Vsake toliko se tudi gozd malo odpre,
Tako da prav prijetno posije sonce noter. Fenomenalno. Ja, sem in tja pride kakšen avto, tako kot recimo tale. Ampak na splošno je prazna cesta. Sem pa že na polovici, do vrha imam še 3,6 km in pa dobrih 200 višincev. Živijo. Ja, tako noter v gozdičku vidim na momente, da je malo vlažna cesta, tudi precej je teh kostanjevih ježic, tako da bo treba na spustu biti kar previden. In tudi se kar čuti hladno tle noter v gozdu. Še je dobro, da sem dal dolge rokave, ker sem imel s sabo tudi kratke. Ja, načeloma tukaj na soncu bi lahko bil tudi v kratkih rokavih, ampak če gledam na splošno, da je vmes gozd, pa potem tudi spust, so pa dolgi rokavi kar prava odločitev. Tu imam tale dres znamke Sirocco, imam pa tudi specialni link oziroma kodo, s katerim lahko pridobite 10% popusta, če bi želeli tudi sami opraviti nakup takih dresov. Živijo, spet jaz. Snemam video, potem se malo ustavljam, govorim in tako. Ja, srečno. A ja, pa tudi ta očala vam lahko pokažem. Tu je znamka Revorej. Ma dobra očala so, dobra. Sicer lahko jaz govorim, ker sem jih dobil zastonj. Ampak so mi res všeč. Take lepe, hladne barve naredijo in tle od spodaj imajo tako ene pol centimetra lufta, da lepo zrak kroži in se ti ne rosijo. Zdaj v zadnjem obdobju so mi celo dali 26% popusta, če uporabite moj link ali pa kodo. Če ne, je pa normalen popust 21%. Zdaj ne vem, če tisti 26 še velja ali ne. Preverite, če koga zanima. Še manj kot kilometer do vrha. Res je hitro minilo, tako je lep vzpon, da se sploh ne da povedati. Bolj ko si proti vrhu, lepše panorame se odpirajo. Zdaj sem že mimo Naceta, tako se imenuje ta okrepčevalnica tle nazaj. Vse se bom potem ustavil nazaj grede. Ampak jaz grem samo toliko, da pridem do vrhu vzpona, še par 100 metrov. Se mi zdi, da je tam tudi konec asfalta, ne vem, bom videl. Ja, tako kot sem predvideval, tle se asfalt konča, tle gor pa niti ne vem, kam gre pot. In tudi ne bom ugotavljal, ker nimam časa. Soproga me čaka od spodaj v Škofji Loki, tako da ne bi bilo fair, da jaz celo popoldne se preganjam po teh hribih. Še pri Nacetu se na hitro ustavim, samo da vam pokažem. Časa za pijačo si ne bom vzel. Dobar dan. Ja, tukaj je ta okrepčevalnica pri Nacetu. Tu je lahko 200-300 metrov pod zaključkom tega vzpona. Zmeraj polno kolesarjev, tle se lahko krepčate, nekaj popijete. V glavnem super lokacija, ne zgrešite, če prijete do tle. Zdaj se pa počasi in previdno spustim dol. Tle na sončnih predelih ni nobenega problema, cesta je suha.
Noter v gozdičku bo pa treba malo bolj previdno. Zdaj glede samega vzpona ne vem, 1,5 ure, lih tako sem ga vozil. Bom videl potem točno na Stravi, ko bom objavil progo. Ja, tle pa malo bolj previdno, ker je precej vlažno po tleh, ampak se počutim suvereno, čutim, da obvladam kolo, tako da ni nobenega problema, me ni strah, da bi pogrnil. Ja, tale bike fitting, ki sem ga imel danes v Škofji Loki, je pa povezan z nakupom novega kolesa in bike fitting je pač vključen v ceno. Bom pa vam kaj več povedal dol od spodaj, ker zdaj tukaj med spustom toliko suveren pa spet nisem, da vam bi povedal kaj več o tem. Še malo pa bo konc tega spusta. Se mi zdi, da se dalj časa vozim dol, kakor gor. Za gor res super hitro mine, ker je tako lep vzpon. Za dol se mi pa kar vleče. Evo, pa sem spet spodaj v Podpulferci. Vračam se v Škofjo Loko, kjer imam parkiran avto. Ja, odločil sem se za nakup novega kolesa. Kmalu bo 4 leta, odkar imam tega Scotta. Z njim sem naredil več kot 30 000 kilometrov. Čas je za novega. Tukaj v Škofji Loki je ta firma, ki smo ji včasih rekli Elvis Bikes, ampak zdaj so se preimenovali in so Vector Bike, zato so začeli prodajati tudi kolesa drugih znamk. Kakor sem že prej omenil, je v ceno novega kolesa vključen tudi bike fitting in to smo opravili danes. Tako da to je zdaj neka ta preslikava tega, bo šla na tisti kolo. Še vedno imamo potem centimeter, 2 opcij, naprej, nazaj, gor, dol. Ni zdaj to, kaj jaz to naročim, je to. Še vedno bomo lahko stvari malo prilagodili, ampak to ga bomo takrat, ko bomo pač ta kolo dobili, pa ko boš tudi prišel sem. Kar se pa tiče nove zverine, pa lahko samo tako na kratko povem, da bo karbonsko kolo seveda neka mešanca med aero in endurance. Dal bom gor Ultegro D2, 32 mm gume, karbonske obroče. To naj bo to zaenkrat, da vas bo malo firt smatral. Kolo bom dobil čez zimo oziroma verjetno v začetku naslednjega leta in takrat vam bom o tem tudi povedal kaj več. Do takrat pa hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!